Policisti so na avtocesti blizu Celja preprečili velikansko katastrofo, kar verjetno niti ni presenetljivo glede na to, kako katastrofalno običajno vozijo celjski vozniki. Toda tokrat bi bila nesreča lahko bistveno hujša. Policisti postaje prometne policije Celje so opazili, da so se vozniku kombiniranega vozila med vožnjo odprla vrata tovornega prostora. Pri kontroli vozila in tovora so ugotovili, da je voznik prevažal več kot 800 kg razstreliva, električnih detonatorjev ter 250 metrov žigalne vrvice. Glejte to. Režija, dajmo približati. Austin Powder. A ni to najbolj cool ime za eksplozivo? Verjetno je bilo ime Austin Powers že zasedeno. Ampak to ni poanta. Poanta je, da je kombi prevažal 800 kil eksploziva in to skupaj z detonatorjem in žigalno vrvico. Edini način, kako bi prevažal bolj nevarno kombinacijo tovora, bi bil, če bi vmes pobral še turške delavce, ki niso že cel dan čika pržgali. K sreči ni prišlo do nobenega neljubega dogodka, noben se ni poškodoval, štajerska avtocesta pa ni trpela zaradi novih zastojev, pač pa sem zaradi starih. Zdaj pa k slovenskemu kulinaričnemu izumu rastlinskim stejkom. Nadomestek za živalski stejk je tako prepričljiv, da kmalu ne bomo več mogli ločiti mesojedcev od vegetarijancev. Na srečo pa bomo še vedno vedeli, kdo so vegani. Pa ne nujno zaradi videza njihove hrane, ampak zato, ker nam bojo ob prvi priliki to sami povedali. Dajmo si pogledati, kako je videti najbolj prepričljiv slovenski mesni ponaredek. Mislim, nadomestek. Mi temu rečemo, da sestavljamo tkivo po tkivo, se pravi mišično in maščobno tkivo sestavimo skupaj v končni izdelek. Mišično tkivo je sestavljeno primarno iz soje, maščobno pa iz sončničnega olja. Tako je, podjetje sestavlja zrezek tkivo po tkivo. Baje pa naj bi se že pojavljali tudi podjetniki, ki umetnemu mesu dodajajo še kosti in kožo, pa številna druga, ki meso še vzgojijo in ga na koncu zmerjajo v čevape. Le da slednjim ne rečemo podjetniki, ampak kmetje. A sem vam rekel, da bo še ena. Kakorkoli že, ker so rastlinski nadomestki živalskih izdelkov čedalje bolj popularni, se podoben trend odraža tudi na jezikovnem področju. Namesto izraza neroden kot slon se spodbuja neroden kot štor, namesto biti len kot fuks po novem glumiš glivo in namesto, da jih dobiš po gobcu, jih dobiš na peso. In če se ti zgodi to, se po novem ne pizdiš, ampak sekiraš. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.